Razočaranje je veliko, seveda, po taki vožnji ne morem biti zadovoljen, no. Moram reči, da se ukvarjam zdaj s temi težavami že kar kakšni 2 leti. Na treningih vse super, ko pride tekma, nekako ne dobim sploh dobrega občutka in saj so svetli trenutki, tudi že letos se zgodili na teh pripravljalnih tekmah, ampak potem pa pride malo bolj resna tekma in moram reči, da je na koncu s takim občutkom, ko sem prišel dol, je na koncu čas še dober, no, ampak enostavno ne gre več tako naprej in je treba narediti neko spremembo, da bom spet imel dober občutek tako na štartu kot na sami progi. Ja, v bistvu vsi te dotiki so posledica neuravnoteženosti, neke mirnosti, ki bi si jo želel na sami progi. Odrivi v pravih trenutkih, močni zavesljaji naprej in to je vse posledica potem, da se pozna tudi na času, no. Enostavno se moram sestaviti, da bom lahko sploh konkuriral najboljšim in to mislim, da bo en ključna sprememba, ki jo bom mogel narediti v naslednjih dneh, da se bom dobro lahko tekmoval na naslednjih tekmah. Ne, jaz tudi samo progo sploh nisem imel težav, čeprav postavitev je veliko zahtevnejša kot v kvalifikacijah, ampak sama proga mi ni predstavljala velikih težav. Težave, kakor sem že povedal, so v samem čolnu, v samem občutku drsenja čolna in na koncu mogoče, da so imeli tudi drugi tukaj težave, no, ampak enostavno je bilo preveč nekih odstopanj danes in nekako se nisem sestavil, da bi pokazal kaj boljšega, no.